Predstavo je režirala Mateja Kokol, za katero je to prvo sodelovanje z Lutkovnim gledališčem Maribor. Ideja za dramsko predlogo je njena, v otroški slikanici pa so jo nagovorile teme kot potovanje, drugačnost, odkrivanje neznanega. Nekako sem našla neko poistovetenje s tem polžem, ki potuje, ki gre v svet in išče nek svoj prostor pod soncem in išče v bistvu nek prijatelje, s katerimi lahko v bistvu skupaj sodeluje, s katerimi lahko skupaj odkriva stvari. Predstava je nastala pod delom celotne skupine. Ker smo v bistvu štartali vsako sceno, vsako lokacijo iz improvizacij igralcev, tako da so velik del v bistvu predstave je njihovno. Osrednji lik je polž nemirnega stopala, ki ga vleče v svet. Animira ga Tilen Kožamel. Ta polž me je popeljal v tem projektu skozi nek proces, ki mi je veliko dal. Najbolj mi je zanimivo bilo glih to delo s telesom v kombinaciji z lutko, se pravi s tem polžom in potem najina interakcija. V glavnem, uživali smo pri delu, če pa nismo, smo pa švicali. To je to. Predstava je namreč po besedah igralcev zelo gibalna. Zajet enost bivanja lutkarja in živali, torej lutke, torej nekega drugega sveta. Veliko prostora za svoj delež pa je našel tudi avtor glasbe. Tu smo imeli tako malo teksta, da v bistvu sem imel na nek način proste roke, ampak pol pa imamo drugo, imeli pa smo prvič res velik oder in pol pa se zaradi preglasne glasbe lutk ne vidi, ko je polž mali ali pa, tako da so pač vse te dinamike za... In moram reči, da sem mogel biti kar na vseh vajah prisoten, zato da nisem nobene napake naredil. No. Osnovni material, ki so ga uporabili scenografi, je blago in se poigrali tudi z dimenzijami lutk. Mali polž, veliki kit. Veliko je lutk, različne tehnologije. Pri izbiri tehnologije sva pač izhajala iz živali, kako se gibajo, zato da tehnologija temu sledi, pa hkrati pač potrebam režije. Predstava izpostavlja tudi ekološki pomen, saj govori o onesnaženem morju, reševanju kita in predvsem o iskanju svojega prostora pod soncem.